Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 18. avgust 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju bo ohranjanje narave primorano tekmovati z industrijo. Zgodba o tem, da osebna pošta izginja. So se v Ljudskem vrtu ušteli, a Džuni Lidžali naj bi razmišljal o zamenjavi Tanri Vermiša. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. O perspektivah varovanja narave danes v Večeru piše Andreja Kutin. Evropska komisija v predlogu prihodnjega finančnega okvira predlaga združitev obstoječih skladov, ki jih upravljajo države, v enoten sklad z enotno določeno vsoto za državo. Predlaga pa tudi združitev finančnih instrumentov, s katerimi upravlja komisija, in sicer v nov centralizirani Evropski sklad za konkurenčnost, namenjen krepitvi inovacij in konkurenčnosti EU. V slednjo skupino sodi tudi program LIFE, edini program, ki je namenjen neposrednjemu ohranjanju narave in okolja. Prav zato je toliko bolj dragocen. Preko njega je Slovenija obnovila populacijo risov, vzpostavila naravni rezervat Škocjanski zatok in Ormoške lagune. Na dveh pristojnih ministrstvih v Sloveniji so zaskrbljeni. Slovenija ima konkurenčno prednost pravzaprav predvsem v ohranjanju narave. Bodo morali od zdaj projekti za varovanje narave konkurirati s tistimi za razvoj industrije? Citiram, če bi se ta shema ukinila ali kot so načrti zdaj, bi se njeni elementi prestavili v drugo shemo in bi bilo odločanje o denarju preneseno na nacionalno raven, bi bilo to zelo slabo, zagotovo pa bi se zmanjšala dostopnost sredstev. Tudi transparentnost je zdaj na visokem nivoju, kar je v primeru takih projektov boljše, pravi Tilen Basle, direktor društva DOPS. Podrobnosti teme, ki jo je pripravila Andreja Kutin, pa v Večeru in na večer.com. Nekoč so poštarji, kot denimo 72-letni Franci iz okolice Maribora, nosili pisma in razglednice. Danes so v nabiralnikih in njihovih torbah največkrat le računi in reklame. Spremembe komunikacije torej vplivajo tudi na delo poštarjev. Danes je njihov največji izziv logistika paketov, ne več raznos pisem. Pošta Slovenije beleži kar 60% upad pisem od leta 2011, a v prazničnem času in ob posebnih priložnostih osebna pošta še vedno zaživi. Kljub prevladi digitalnih sporočil, znanstvene raziskave potrjujejo, da ročno pisanje prinaša dobro razpoloženje in koristi za zdravje, v današnji izdaji Večera piše Sanja Verovnik. Kaj še razkrivajo številke? Kar 10% je povprečni letni upad količine pisemskih pošiljk. 1,2 milijona mladih ljudi na leto sodeluje v mednarodnem natečaju za najboljše pismo. 48% državljanov v nekaterih evropskih državah nima osnovnih digitalnih znanj. Več pa seveda v Večeru. Hiter izpad iz evropskih tekmovanj in le 8 točk od možnih 15 na 5 prvenstvenih tekmah je izkupiček Maribora na začetku te sezone. Novi trener vijoličastih Tugberk Tanri Vermiš je na 7 obračunih vpisal le 2 zmagi, 3-krat je njegovo moštvo remiziralo in 2-krat izgubilo. Statistiko in igro moštva 35-letni trener naj ne bi navdušil svojih delodajalcev, zato se je po sobotnem remiju Maribora z Bravom s 3-3 pojavilo vse več namigovanj, da bo Tanri Vermiš kmalu zamenjan. Na portalu Nogomanija so zapisali, da Džuni Lidžali razmišlja o menjavi trenerja. Spletna stran športnega časopisa Ekipa pa je ob podobnem zapisu navedla, da je Lidžali končne odločitve glede spremembe še ni sprejel. Možnosti, da bi Tugberk Tanri Vermiš preživel slab začetek sezone, so vendarle bolj kot ne minimalne. Če se izrazimo v odstotkih, je v dobro obveščenih krogih blizu kluba slišati, da obstaja 90% možnost, da bo ambiciozni 35-letnik kmalu postal bivši trener 16-kratnih slovenskih prvakov, so zapisali pri Ekipi. O odzivih po tekmi Maribora z Bravom berite na večer.com, kjer spremljamo dogajanje v Ljudskem vrtu. Objavili smo tudi komentar trenerja Tanri Vermiša na tenzije med nogometaši Maribora. Vratar Ažbe Juk je namreč po sobotni tekmi po prerekanju z Bradleyjem Mbondom slednjega prijel za vrat. Tanri Vermiš pravi, da so napetosti med nogometaši po takšni tekmi, vijoličasti so 2 gola prejeli v zadnjih minutah tekme, nekaj normalnega.
To je bil Večerov dnevni podcast Večer zjutraj 18. avgusta 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.